Ja, za mojim referatom se pomikamo še na povojno obdobje socialistične Jugoslavije in bi želel začeti ta moj referat z ugotovitvijo, ki sicer ni moja, ampak od zagrebškega kolega Marka Fučka, ki pravi, da je v socialistični Jugoslaviji on uporablja namreč strukturo ideoloških aparatov države, znano strukturo francoskega marksista Louisa Althusserja, in sicer pravi, da je med temi ideološkimi aparati države izobraževanje še vedno zasedalo zelo visoko mesto, verjetno najvišje, najpomembnejše, kajti glede na to, da se družinska vzgoja v času socializma ni bistveno spremenila, da je režim opustil intence, da bi posegal v družinsko vzgojo, je izobraževanje ostalo tisto, ki je bilo najpomembnejše za formacijo novih mladih državljanov. Ti koncepti privzgajanja komunističnega svetovnega nazora so se začeli prenašati iz sovjetskega okolja v jugoslovansko takoj po drugi svetovni vojni. Takrat vemo, da je bila seveda Jugoslavija še najtesnejši zaveznik Sovjetske zveze, ampak se pa potem tudi po letu 1948, ko se Jugoslavija loči od ostalega vzhodnega bloka, se ideološki pritisk na šolstvo ne popusti. Nasprotno, v začetku 50 let se še poveča, kar gre nekako tudi usporedno z zaostritvijo odnosov z rimokatoliško cerkvijo. No, potem kasneje v 60 letih z splošno družbeno liberalizacijo, če pa govorimo o odnosih s cerkvijo, pa tudi s sklenitvijo Beogradskega protokola leta 1966 med Svetim sedežem in Jugoslavijo, ta pritisk nekako popusti, ker Jugoslavija postane občutljiva za mnenje mednarodne javnosti, tudi določenih predpiskov Vatikana, katerega predstavnik in kasneje Nunci po letu 1970 je prisoten v Jugoslaviji. Ta polemika v zvezi z ideološko naravo šolstva se potem najbolj zaostri v 70 letih po obračunu s liberalizmom v Sloveniji. In takrat se pojavijo kritike, da je bila ta liberalistična šola, da je uveljavljala koncepte pozitivistične šole, da je celo rimokatoliška cerkev želela vanjo posegati, izvajati svoj vpliv tako neposredno kot prek staršev šolajočih se otrok. In takrat se pojavi polemika tako v sami naravi šolanja, torej o vzgoju otrok. Tej polemiki sem se prav zdaj pred kratkim posvečal in objavljal v nekem drugem članku, zato se vanjo na tem mestu ne bom spuščal, pač pa bom govoril več o podobi učitelja. Prve kritike oziroma polemika o tem, ali sme verni učitelj sploh biti za katedrom, so se pojavile v začetku 50 let, kot sem omenil, v času te zaostritve, in takrat se namreč že pojavijo kritike v tem smislu, da verni učitelji tako učijo eno, seveda so s tem mislili neko materialistično znanost, in na drugi strani, da z osebnim zgledom počnejo nekaj drugega in s tem zavajajo svoje učence. No, se pa že v tem času, torej v začetku 50 let, pojavi ta politična usmeritev, ki potem kasneje postane stalnica, in sicer, da je treba ločiti med religijo in klerikalizmom, ko so nagovarjali recimo Boris Ziher in drugi vodilni komunistični politiki. Trdili so, da
če že pride do odpusta vernih učiteljev iz šole, ne prije to zaradi njihove vere kot takšne, ampak zaradi antisocialistične akcije, v katero vodi klerikalizem, torej če to svojo vero povežejo z neko politično vsebino. Kot takšna pa poudarjam, vera vsaj formalno ni bila sporna. Pa tudi marsikaj drugega kaže na to, recimo, da je posebnost jugoslovanskega sistema tudi na področju šolstva, da ni bilo, recimo, tečajev tako imenovanega znanstvenega ateizma za učitelje, kot je bilo to v Sovjetski zvezi, tudi češko-slovaškem, da, recimo, učiteljem ni bilo potrebno izvajati kemijskih, bioloških, fizikalnih poskusov, s katerimi bi dokazovali odsotnost Boga in tako dalje. Da pa je vseeno precej sektašev, kot so rekli v tedanjem besednjaku med pedagoškimi strokovnjaki in tudi v zbornicah, tudi med ravnatelji, so pa priznavali tudi na sami partiji, seveda v nekih na zaprtih sejah, nejavnih. No, v 70-ih letih, kot sem rekel, ta polemika izbruhne tudi v javnosti in takrat Vinko Ošlak, je prav, da ga danes omenim, ker smo na Koroškem, piše pismo v časopisu Delo, ki potem ni bilo objavljeno, kot je Ošlak sam vnaprej pričakoval. In v tem pismu je med drugim zapisal, da zadnje čase kristjan skoraj ne more več biti prosvetni delavec, niti še malo ravnatelj in tako dalje. Ta kampanja v začetku 70-ih let za ideološko angažirano šolo povzroči tudi, da se pride do nekih določenega števila odpustov vernih učiteljev. Odstavljen je recimo tudi direktor Pedagoškega inštituta Franc Vediček, ki se je zavzemal za ideološko nevtralno šolo. In takrat število učiteljev članov Zveze komunistov doseže največje število, torej dobra petina učiteljev je takrat člana Zveze komunistov. V nekje sredi 70-ih let se v zvezi z ideološko naravo šole in učitelja, kaj ta razprava je ves čas potekala prepleteno. Steče ta razprava na večjih nivojih, med drugim najbolj aktivno na marksističnem centru, ki je bil nekako teoretsko zaledje centralnega komiteja. No, v teh razpravah se pojavijo predvsej kritična, nestrpna stališča, recimo sociolog Vlado Sruk, potem tudi znani pedagog, profesor Franc Trmčnik, zagovarjajo, da so učitelji, vkolikor tudi sami nimajo marksističnega, torej materialističnega svetovnega nazora, da prihajajo v konflikt sami s sabo in da če vztrajajo kot takšni najboljši, kot lahko poučujejo, je, da ostajajo neutralisti, kar pa ni primerno za vzgojo. No, politične formulacije so nekoliko bolj previdne. Na SZDL, Socialistični zvezi delovnega ljudstva, recimo zagovarjajo, da so učitelji, tudi verni učitelji, primerni, če le svoja verska čustva gojijo bolj privatno. Če pa recimo so člani laiškega apostolata, pa je že to malo bolj problematično. Zanimivo pa pri nekaterih veliko bolj liberalnih komunistih, Franči Timce recimo je bil že en takšen, kasneje Milan Kučan, se pojavi stališče, da verni učitelji niso največji problem, ampak so to indiferentni učitelji, ki učijo nestrokovno, nezainteresirano in nasploh neprimerno. Tako da
tem času se recimo, če se omejim na politične odločevalce, stališče, da verni učitelji lahko poučujejo, morda le ne predmetov, kot je rekel Vinko Hafner, ki je konec 70-ih let. Družboslovnih predmetov, kot so filozofija, sociologija, zgodovina, in pri teh predmetih pa naj bi bili vse bolj in bolj marksisti, ki jih poučujejo. In kako naj bi to dosegli? Potem prek selektivne kadrovske politike prevzgoja, da bi prevzgajali te že verni učitelji takrat nekako ni več prišla v poštev. So pa še nekaj, morda 10 let prej pa tudi o tem govorili. No, leta 1977 je potem sprejet na SZDL dokument z naslovom Socialistična samoupravna družba, učitelj vernih in šola, kjer so nekako definirali zelo ambivalentno, da verni učitelj lahko poučuje, če idejnost njegovega dela ni nasprotna z znanstvenimi spoznanji in če je zavzet za socialistične samoupravne družbene, ekonomske odnose v teoriji in praksi, tako v šoli kot izven nje. S tem stališčem so ga z odobravanjem sprejeli nekateri teologi, ki so se že več časa zavzemali za enakopravnost vernikov, so pa bili hkrati predvsem naklonjeni socializmu, recimo Janez Janžekovič. Na drugi strani pa so nekateri marksistični pedagogi, tukaj je zopet bi omenil Franca Pedička, ki so, oziroma Strničnika, ki so še vedno trdili, da mora učitelj biti tudi privatno marksist. Temu so se zoperstavili določeni sociologi, recimo Marko Kerševan, takrat zelo aktiven in s svojo široko zasnovano definicijo socializma, ki je vključevala, bi rekel, tudi verne učitelje. In nasplošno lahko tukaj povlečemo vzporednico med samo, bi rekel, logiko delovanja poznega socializma, ki tudi ta najnižji skupni imenovalec ga zelo spusti, da bi lahko čim več ljudi, čim širša masa vstopala v delovanje samoupravne družbe. Ampak na drugi strani pa seveda ta sistem še vedno predpostavlja vodilno vlogo Zveze komunistov. In zato tudi nekateri bolj kritični teologi, recimo takrat je zelo aktivni Franz Perko, že takrat pišejo, da se teh vprašanj, torej kakšen je to svetovni nadzor učiteljev, sploh ne bi smelo postavljati, ker že avtomatsko predvidevajo neko omejevalnost in zapovedujejo, da partija uravnava uveljavlja svoj družbeni zakon. Če sklenem ta referat, lahko ugotovimo, da se v času poznega socializma, na katerega sem se skoncentriral, da tudi verni učitelji postanejo sprejemljivi za šolanje. Režim bolj natančneje, bolj sledi učiteljem na gimnazijah in seveda potem univerzitetnim profesorjem kot vernim učiteljem. Partija prepozna, da je približno takšen delež kot je vernika v splošni populaciji, tudi med učitelji. In zato ta kardelijev pluralizem samoupravnih interesov prizna tudi to vrstno motivacijo, kot so takrat rekli, tudi verski interes in mora pa biti seveda podrejen še vedno vodilni vlogi Zveze komunistov.
Ta razprava, ki sem jo danes predstavljal, je bila seveda bolj teoretsko zasnovana, bazirajoča na raznih objavljenih dokumentih, predvsem pa gradivo Socialistične zveze delovnega ljudstva in centralnega komiteja, da bi pa zajel, bi rekel, to kompleksnost in vse izkušnje učiteljev, bi bila pa seveda potrebna še bistveno širša razprava. Hvala.